Pozdravljeni poletavci in njihovi spremljevalci. Danes je prišel k nam gosti prvi slovenski potujoči knjižničar Lovro Stepinšek. S košem na rami knjige prinaša med ljudi. Predajam mu besedo, da nam pove kaj več iz svoje zakladnice izkušenj. Poglej. Dobar dan, pozdravljeni. Kdo bi si mislil, da sta modrost in znanje tako težka? Vsako leto bolj, veste, mlada gospa. Kako naj človek dela v takih pogojih? Moj hrbet. Sem vedel, da bi se moral lani vpisati v sindikat, ko sem imel priložnost. Se opravičujem, bom se kar malo olajšal, pa tako šveste, hrbet me bo čisto ugonobil. Ja, kot je rekla gospa, jaz sem Lovro Stepinšek. Zagotovo in potrjeno sem prvi slovenski potujoči knjižničar. Preko 150 let že raznašam knjige, lepe slovenske knjige po Pohorju in tamkajšnjih domačijah. Še do Keblanice zlaka sem prilezel, tako sem prizadeven. Pa sem slišal, da tudi v Posavju potrebujete potujočo knjižnico. In sem prišel pogledat, kaj bi tukaj ljudstvo htelo čitati. Vam pa povem, gospa, ta posel je hudir. Kolki me že fejč bolijo. Kolena čisto obrabljanja od tega vatranja po svetu. Te vijugove ceste, na vsakem ovinku mi vse dol s polic zleti in ljubavni romani mi non-stop med politiko lezejo. Da pa vam ne povem o tehničnih težavah. Tehnična oprema, en sam križ. Kobis ne vleče praktično nikjer. Sem klical na Izum, pa pravijo, da je kriva moja antena, ker ne podpira 4G. Moja antena, da ne podpira 4G. To je najboljši G, kar jih je. Čisti gaber. No, pa da ne bom samo govoričil, sem prišel po poslovni poti in s seboj imam še nekaj knjigic, tistega, kar nisem sposodil že med potjo. Zanimanje je veliko, seveda. In v košu je ostalo le še nekaj bukvic, tako da med vami so sigurno tudi kakšni vneti in dobri bralci, tako da vam lahko ponudim kakšno bukvico za domov. Morda vi, gospa, tukaj v prvi vrsti, se mi že zdite taka vneta bralka. Lahko vam ponudim nekaj skoraj svežega iz tiskarne, seveda. Samo trenutek. Tukaj imam en bestseller, Mohorjev koledar za leto 1866. Bi vam prijalo, zelo napeto in sila razborljivo branje. Če ne, imamo pa tudi kakšne kmetijske nasvete, pa molitvenike do... No, pa imate izkaznice? Brez izkaznice pa ne bo šlo. Mi smo resna firma in red, nažalost, mora biti. Tako da... Ja, menda tudi na potujoči knjižnici potrebujemo kartico. Čisto svojo kartico, da vemo, kadar se vpišemo. Ja, seveda, tudi pri meni. A imate tukaj kakšno potujočo knjižnico že? Ja, poglejte, na kolesih. To je naš Bralko. Še nekaj dni in gre na vijugove poti. Bralko? Potujoča knjižnica. In to na kolesih. Ja, vsi hudirji, gospa, zakaj pa ne poveste, jaz pa še vedno te bisage s sabo vlačim in si hrbet in kolena kvarim. Tukaj pa potujoča knjižnica na kolesih. Pa mislite, da zaposlujejo? Ne vem. Boste mogli kar tam stopiti pa jih vprašati. Mislim, da bom kar prošnjo poslal. To, kako se že reče po tem novem... Po Gabru? Po mailu, ja, če bo Gaber deloval. Če bo Gaber deloval, ja.
Hvala, grem pa kar pogledati pa povprašati. Kar poglejte. Zelo ste bila prijazna. Potrkajte. Pa hvala vam za pomoč. Pa tudi vam hvala. Zelo ste prijazni in upam, da se še kdaj vidimo. Mogoče, čez koliko? 168 let? Recimo, ja. Hvala lepa, pa nasvidenje. Hvala tudi vam za obisk. Počitniški dnevi, potovanja med knjižnimi svetovi, brezskrbne ure sledenja nizu črk, branje, odkrivanje novega, vztrajnost, obisk knjižnice. Vse našteto in še marsikaj združujeta bralna projekta Naj poletavci in Poletavci poletni bralci. Slednji je letos tretjič združil mlade bralce v knjižnici Brežice. Začetki projekta segajo v leto 2011, ko je Mestna knjižnica Ljubljana s poletnim branjem povezala mlade bralce prestolnice. Z leti se je širilo po vsej Sloveniji. Letos so mladi bralci počitnikovali med knjižnimi platnicami v 16 slovenskih splošnih knjižnicah. Bralno povezovanje pa ima že vse skozi 3 cilje. Spodbujati branje med poletnimi počitnicami, izboljšati bralne veščine pri otrocih in spodbujati branje za vsakodnevno navado. Vsi, ki ste redno brali v času od 10. junija do 10. dne novega šolskega leta, ste pridobili super navado. Branje. Vseh 55 poletavcev in 2 najpoletavca, toliko vas je namreč v Brežicah oddalo podpisan in v celoti izpolnjen bralni seznam, bomo danes obljubljeno nagradili. Izmed vseh sodelujočih in danes prisotnih bomo izžrebali enega oziroma eno, ki bo prejela oziroma prejel glavno nagrado šotor. Vsi uspešni poletavci, ki ste prisotni na današnjem skupnem druženju, pa ste v prihodu že izžrebali nagrado naših lokalnih donatorjev, prav tako ste prejeli priznanje in majico. Branje je lahko prijetno potovanje v tisočere svetove. Kaj vse se skriva v knjigi? To izvemo šele, ko povežemo črke v besede, besede v stavke in povedi in vztrajamo na poti med knjižnimi listi vse do zadnje platnice. Pot do knjige ni za vse enako zahtevna, saj so naši domovi razpršeni na različnih krajih. Otroci, mi pomagate našteti, kako vse bi se danes lahko družina odpravila na pot do knjige. S čim bi lahko potovali? Max, s čim bi šel ti, pa tvoja mami? S čim se danes prišla do knjižnice? Avto? S čim še? Vlak? To je uporabljal naš knjižničar? Letalo? Peš, z avtobusom? S kolesom? Hvala, otroci. V želji približati knjižnične storitve prebivalcem Posavja pa so knjižnica Brežice, Valvazorjeva knjižnica Krško, knjižnica Laško z enoto Radeče in knjižnica Sevnica združile moči in pozvale k sodelovanju občine. Danes lahko v pogledu na to čudovito novo vozilo potrdimo, da rek v slogi je moč drži. Otroci, pa vi veste, kako se imenuje to vozilo? Bibliobus? Ja, bibliobus pa ima eno posebno ime. Bralko. Bralko, tako je. Več o našem Bralkotu, o tem, kako izgleda, kako deluje, pa nam bosta povedala Matjaž in Marjan. Dobar dan, prav lepo pozdravljeni. Jaz sem Matjaž, tole pa Marjan. Dva sva ekipa novega bibliobusa Posavske potujoče knjižnice. Jaz bom delal na njem kot bibliotekar, Marjan pa bo skrbel za to, da bomo prišli varno na vsa postajališča. Drugače pa, a poznate potujoče knjižnice, otroci? Ste že kdaj bili na kakšni? No, potujoča knjižnica je malo posebna knjižnica, ne?
malo bolj nemirna je kot recimo klasične stacionarne knjižnice, ki lepo čepijo, pa čakajo, da bralci pridejo do njih. Potujoča knjižnica je malo drugačna. Nenehno jo srbijo kolesa in rada se premika. Tako da potujoča knjižnica gre v kraje, gre do ljudi, ki morda ne morejo priti v knjižnico v kraj, ki je morda preveč oddaljen, morda nimajo izpita za avto, morda so prestari. Različni so razlogi, zakaj tukaj pač ljudje ne pridejo v knjižnico. Bibliobus je vozilo, ki je posebej prirejeno za prevoz gradiva, za prevoz knjig, zato tudi tisti, ki ste že bili na njemu, oziroma tisti, ki ga boste obiskali, boste videli, da ima nagnjene police, da se na ovinkih gradivo ne raztresa, gor imamo klime, razsvetljavo, računalnike, baterije, akumulatorje, ki vse to poganjajo in seveda, da ne pozabimo, imamo polno knjig. V Sloveniji je do sedaj vozilo 12 takšnih vozil, takšnih in podobnih, naše zadnje, najnovejše je pa 13, ki se bo pridružilo tej potujoči floti, če lahko tako povemo. Članstvo na Posavski potujoči knjižnici je brezplačno, lahko se bo vpisal kdorkoli, obiskovali bomo 72 krajev, skupno vsak mesec bomo obiskali 72 krajev, nekatere tudi dvakrat na mesec in vabljeni vsi, da si vzamete naš razpored obiskov in da nas obiščete. Zdaj pa, ker je to tudi Poletavci, so tak dogodek, da se zbirajo nadebudni mladi bralci, pa bom jaz postavil morda par vprašanj, če ste za to. Nagrade so tako ali tako že zagotovljene, tako da nič ne bo bolelo. Kaj se vam zdi, kako dolg je naš bibliobus? Če vam dam 3 možnosti za izbiro. 100 metrov, 23 metrov in 16 centimetrov ali 10 metrov? 10 metrov bo pravilen odgovor. Kviza še ni konec, tako da smo še bo priložnost tudi za tiste, ki ste se motili. Kaj pa mislite, koliko gradiva gre nanj? Recimo knjig, imamo knjige, DVD-je, CD-je, revije. Tako, če lahko si predstavljate, koliko gradiva bi šlo nanj, spet vam dam na voljo 3 možnosti, da bo lažje. Pa recimo 121 000, 25 311 ali okrog 4500. 4500, kdo je prvi, kdo je bil? Aha, več vas je bilo prvih, si boste delili prvo mesto. No, posebnost našega bibliobusa je tudi ta, da je prvi, se mi zdi, v Sloveniji, ki ima svojo himno. In to besedilo za to himno je napisala Nuška Drašček, ki jo je tudi odpela. Če boste prišli na bibliobus, jo boste lahko tudi slišali. Meni ne preostane drugega in Marjanu tudi, da vas lepo povabiva na naš bibliobus, da se lahko vpišete nanj in da si pridno izposojate in nas obiščete, kakor bomo mi obiskali vas. Hvala lepa. Matjaž in Marjan, hvala. Prosim vaju, če odprete to škatlico, pa lahko zdaj pa Marjan, pa izžrebate nagrajenca oziroma nagrajenko šotora, ki ga podarja podjetje Hervis. Držanič Nika.
Marjan in Matjaž, hvala za sodelovanje. Iskrene čestitke vsem. Hkrati se zahvaljujem za podporo današnjim darovalcem nagrade, in sicer podjetju Hervis in Mestni knjižnica Ljubljana ter lokalnim sponzorjem in donatorjem. Ti pa so Artisk iz Dobove, Založba Učila, Založba Primus, Založba Mladinska knjiga, Gostinstvo Džabir, Terme Čatež, Slaščičarna Urška, Slaščičarna Antoni, Javno podjetje Komunala Brežice, Vascer Kvaterhors, Petra Zajec Gnetko, Prva liga Dobova, Kostak Krško, Frizerski salon Sandra, Založba Družina in knjigarna Kapitel Novo mesto. Dragi mladi bralci, vabljeni, da še naprej se udeležujete bralnih programov, ki jih knjižničarke in knjižničarji za vas pripravljamo. Otroci do vključno 3. razreda ste vabljeni k sodelovanju v bralni mavrici. Vsi starejši osnovnošolci pa se lahko podate na lov za knjižnim zakladom. Želim vam obilo bralnih potovanj in naj bo knjiga vaša sopotnica skozi življenje. Našemu bralkotu in šoferju in bibliotekarju pa želim uspešno pot med bralce.